Živijo, dobrodošli v podkastu Raztezanja, kjer z Gorazdom raztezava najne možgane in se pogovarjava o izboljšanju izkušnje strank. Za danes Gorazd sva rekla, da bi naredila pregled dogajanj, kaj se dogaja leta 2024, torej lani na področju umetne inteligence. Tako res tak širok pregled, od nekih tehnoloških prebojev do novosti v aplikacijah, ChatGPT, Claude, Google Gemini in tako naprej. Torej tudi stvari, ki jih lahko končni uporabniki uporabljajo, ali pa tehnološke stvari, ki po eni strani vplivajo na te aplikacije, ali pa po drugi strani omogočajo tudi podjetjem, da razvijemo neke svoje rešitve na AI-ju. Tukaj mislim, da smo najdla kar nekaj zanimivih člankov, tako da smo nekako iz tega povzela tiste zanimive stvari. Pa ne vem, maybe začneva s tem, torej s ChatGPT-4 modelom oziroma z nivojem znanja, ki ga prinaša ChatGPT-4 model. Recimo ChatGPT-4 je prišel ven marca 2023 in decembra 2023 še ni bilo nekega zaresenega konkurenta. Na srečo se to, torej takrat so bili malo dvomi, a ima OpenAI nekaj, kar drugi nimajo, ampak se je izkazalo, da ne, da se da to rešiti z dovolj inženirji in z dovolj computing powerja, samo pač mogli so tudi druga podjetja dobiti dovolj GPU-jev in stvari, ampak v 24 smo potem že zelo zgodaj začeli opažati, da so začeli prihajati modeli, ki so na tem nivoju, kot je GPT-4. Zdaj ne vem, kronološko, mislim, da je bil Google Gemini 1.5 Pro prvi, ki je bil nekje februarja, pa marca Claude 3 Opus in zdaj imamo koliko? Zdaj kar nekaj teh modelov že zunaj, ne? Mislim, modelov je, gledal sem na tej areni, kjer lahko gledaš primerjave med posameznimi, koliko so natančni, pa to teh modelov tam zdaj pa ne od različnih, govorimo od različnih, od enega podjetja jih je več, je, ne vem, čez 180, pol pa nehala se stran nalagati, tako da, ampak rečemo, da nekih 18 organizacij, ki so zdaj take, ki delujejo ok, oziroma 18 modelov je boljših, kot si prej rekel, ChatGPT-4, boljših, kot je bil ChatGPT-4. Se pravi to, kar je 2024 prišlo na trg, ali pa neke stvari so se že updatale vmes, so načeloma boljši performansi, kot je. Zdaj, to, če malo tako pogledava iz vidika IQ-ja, zanj sem ran to nekje bral, govorimo, da smo to na average human level IQ-ju trenutno, pa šla pa malo na reasoning modele, kjer pa je v bistvu že nadpovprečen IQ. Superhuman level, ne? Ja, to bi bil pa O3 bi bil. No, jaz sem jih malo razdelil, sam tako mogoče tak malo žalostna nota, ne? Nekako top modeli v 2024, ne? Največ jih imamo iz Amerike, torej OpenAI-ov GPT-4o, Anthropicov Claude Sonnet, Google Gemini, Metin Llama, Muskov Grok 2, Amazonova Nova. Pa jih imamo par kitajskih, torej Alibaba ima Qwen, R1 ima DeepSeek, Ničena AI ima model Y. In zdaj v Evropi imamo v bistvu samo Mistral, torej francoski proizvajalec, francoski model, nič drugega nimamo, ne? Hočeš še, da se odpira trg, oziroma... Ne, sam hočem reči, da Evropa je manjša, ampak mogoče pa tudi vsa ta zakonodaja okrog AI-ja, ki... Mislim, zakonodaja definitivno vpliva na to, kako to strenirati, ne? Mislim, strošek se je pocenil tega, ne, če tako gledaš. Zdaj, recimo, bi tudi Evropa lahko nabrala neka sredstva, če bi, zdaj, malo je po mojem odvisno, a bi bilo to, ne vem, nekaj, ki bi bilo driven by EU, kot same organizacije, potem države, recimo, sodelovale pri tem projektu. Zdi se mi, da to je pa malo težko organizirati, tako birokracijsko, pa tako, ko se pa te stvari... Čas bi bilo, ne? Ja, bi pa verjetno bilo zelo dobro, ker pač, Evropa ima, verjamem, da glede te kulturne raznolikosti in sourcev in vsega, kar bi lahko nabrali, pač možnost zgraditi neki tudi znanja, konca vse, več tega veliko, bi lahko naredili nek model, ki bi bil pol, recimo, uporabljiv skladno z EU zakonodajo v EU, Ja, ne, pa se nekaj jih je, sam niso na tem nivoju. Meni drugače, kar mi je pa tudi zanimivo, torej 2023 ni bilo konkurenta GPT-4, 2024 se smo že takrat v
Web Summit epizodi govorili, prihajajo te mini modeli, ki lahko tečejo na hišnih računalnikih ali pa majčkam boljših računalnikih, nekateri celo na telefonih. Ne. Jaz imam recimo na telefonu inštaliran Llama model, ki je pač res hiter, ker poteka vse na napravi. Po sposobnostih je pač nekoliko pod ChatGPT-4, ampak ne velik. Je pa res, da kar sem se igral v slovenščini, je neuporaben. Še najboljš, kar lahko naredi, je, da tekst iz slovenščine prevede v angleščino. Torej, toliko razumevanja, rečemo, slovenščine ima, da je karkoli v slovenščini izpisoval, je pa ne samo na pol uporabno, ampak čist neuporabno. Torej, besede tam sestavlja skupaj besede, ki nimajo smisla. Ne. To pač izhaja iz tega, kako so tokeni razdeljeni in pač koliko velik parametrov ima model. Ne. Ja, to je ful zanimivo, veš, kaj v bistvu je, če bi tako gledal, zelo statistično majhna razlika med temi modeli, ampak use case recimo na slovenskem jeziku pa toliko različen, v smislu katastrofalen, neprodukcijski, ne moreš nad s tem delati pravzaprav naprej. Ja, ker če rečeš, da je koliko število uteži, ki jih ima, ne, te mali modeli jih imajo 3 milijarde, tisti pa ta veliki pa 300 milijard, jasno je tam veliko več sposobnosti potem tudi procesirati ostale jezike. Ne. Mislim, vedno večji trend bo verjetno v tem, da bojo naprave, a veš, LLM-i pač tekali na napravah, a ne? Tudi tukaj se mislim, da odpira pol neka možnost uporabe AI-ja v čist nekih drugih aspektih, ki ga danes pač ne moramo. Se mi zdi pa, da ne vem, če si od NVIDIA na CS-u gledal čistko ta predstavitev, mislim, dejansko ta njihov GPU, ki ga pač so delali, se je res zmanjšal oziroma znajo stvari zdaj res narediti manjše kot enote. In to lahko pač že na koncu uporabljaš tudi v laptopih in podobnih zadevah. Ok, za telefon je še ena zadeva pol dodatna, ampak na drugi strani imaš polne velike zadeve, koliko so pa v bistvu performance povečali data centrov, ne? Se pravi, rečeva nek stack, pa nek rack tam, koliko lahko boš več stvari naredil. Mislim, da sta do 2 stvari, kar res boste vplivali tudi na to, ko pa pol na koncu gledala recimo na reasoning, ne, kjer boš pa ti to rabo v data centrih ta power, hkrati boš pa na teh tvojih natreniranih modelih manjših na napravah pa dosegal neko boljše use case ali pa use case, ki se jih danes pravzaprav ne zavedamo. Ker si rekel, da imaš Llamo, ne vem, kjer use case recimo rešuješ, ali res bolj to tako za tekst ali tudi kaj z aplikacijami delaš? Ne, ker ta mali model itak tega ne omogoča. Ne. Okay. Tako da, to je bil bolj eksperiment kot karkoli, ker tudi imamo tako dobro internetno povezavo, da v bistvu uporabljati ChatGPT je praktično isto hiter in pač boljš. Ja, ampak bojo pa prišli neki use case, ki je fajn, da se zgodi on device, ker je veliko takih mikromomentov. Ne se vidimo, kaj sta Android pa iOS dala v aplikacije. Ne. Zdaj Apple se ravno dogaja ta napad na njih, pač izven Evrope, ki povzemajo notifikatione, kjer so, ne vem, BBC jim je dal, da so njihove novice, ki so jih združevali, čist pokvečali. Ne. Tako, fakte so obrnili, kdo je zmagal neko tekmo, kdo je umrl, pa tako, čisto zabluzil in je tak zanimiv problem za reševati, ne, ker zdaj nek ful velik model, ki lahko teče na internetu, bi imel teh napak manj. Zdaj nek majhen model, ki teče na napravi, pa se mora zgoditi vsakič, ko pridejo, ne vem, 2 ali pa več notifikationov na telefon v nekem kratkem času, pa sprocesira to, tam ne želiš skozi neki na cloudce povezvati, ne. Imajo pa sicer še neki težav, ampak omogočajo pa neke funkcionalnosti, ki jih prej ni bilo, ne. Ja, zanimivo. Mislim, je to, kar si rekel, te napake, ne, pol če hočeš health data uporabiti, tam vidim, da je veliko use caseov za AI, kaj bi lahko v bistvu ti predlagal, rekel. Ampak, če popačaš podatke, pa tako, ne, vemo, da to, kar mi zdaj uporabljamo, kar je na onlineu, pač ne dela takih napak, ali pa mogoče, a veš, še vse nek sem si zapisal, tako, če zabeležko danes, je razkorak med tem, koliko smo mi noter, deep v tem in pač to beremo, uporabljamo in drugim delom sveta, ki sicer sliži ChatGPT, mogoče kaj uporabo, ni free verzija, veš, in je
tukaj kar razkoraka, ne, da mogoče nekdo nekaj tam noter da, pa mu je še vedno tako, ok, ne, Ja, mi smo pa že ful bolj noter, pač valjda vidiš tudi stvari, ki niso ok, hkrati pa vidiš tudi ful nekih priložnosti. No, tako je, ampak mislim, da na tem, sem mislil tudi v tem članku je to pisal, ne, da je treba delati na tem, da bo več ljudi se zavedali, kje je AI dober, ne, ker ja, ne vem, mi dva sodelavce, ki smo se z njimi pogovarjali, ki so imeli neko slabo izkušnjo in so rekli, to je brez veze, ne. Ampak ker so ga mogoče uporabili za pač napačen, na nekem napačnem use case, neprimernem use case. Ja, pa, a veš, smo še imela Denisa Kina iz V3B, ne, pa je rekel, osnova, tako se pogovarjali o skillsih za nekoga, ki je dober oglaševalca, ne, ali pa performance marketer. Pač osnova je, da res dobro poznaš, da bi bilo Google Ads okolje ali pa meto za oglaševanje. In isto je tukaj pri teh AI rešitvah ali pa pri vsem tem, fino je, da zelo dobro poznaš, pa rešil zdaj temu fancy, prompt engineering, kaj dati noter, ampak zelo dobro razumeš neke koncepte, kako deluje, kakšna so neka pravila in pol boš znal tudi v bistvu, veš, prvič ti boš vedel, kaj pričakovati od neke rešitve, na kakšen način moraš podati informacije in mislim, da tudi ti enkrat rekel, ali pa sem pogovarjala, da vedno težje je, ne. Konec koncev vedno bolj zmogljivo je orodje, ne, hkrati pa je vedno teže dosegati izjemne rezultate. Zato, ker v bistvu to so neki skillsi in ta prompt engineering, kar je mogoče bil na začetku hype, bolj pač malo poniknil, v 2024 nekje vmes tako, ali pa so si ljudje na različne načine to predstavljali, kaj to pomeni. Se mi zdi, danes je to ena zadeva, ki postaja vedno bolj pomembnejša. Tako, no, ne vem, ta del bi si rekel, da ljudje ne vejo točno, kaj pričakovati, ne, če tega ne veš dobro, pa si mogoče, se to vse zna, veš, not bom dal, vse tom dobo ven, ni čist tako, no. Ni čistko, ja. Takrat se mi zdi pa ena stvar, no, ki se če malo iz tega nadaljujeva, dosti pomembna. Ljudje še vedno imamo občutek, da mislijo, da je to v bistvu kar zelo drago, veš, ker dejansko, ne vem, imaš na eni strani te AI skeptike, ki razlagajo, o varnosti, nekvaliteti spisov, v smislu popačenju podatkov, pa imaš te okoljske, ne, ki govorijo o tem delu, da to izpišemo, to pa, veš, koliko neke energije porabimo, ne. Mogoče se mi zdi dobro, da malo osvetljiva ta del, da se vse modeli pocenili. Drastično, tako, mislim, da zakaj faktor 100-krat, eni tudi, ne. Če primerjamo, koliko je stal GPT 3.5, je v bistvu cena O1, zdaj, če pustva Pro, ne, O1 potolknih nekje tam, ampak to je, ne moreš primerjati. Sodobna leta razlika, ja. Tako da, ne vem, kaj ti misliš, kaj je najbolj, ne vem, pa to, kar si zasledil, kateri elementi so najbolj vplivali na pocenitev? Mislim, to, da so ugotovili neke druge načine, ne. Zdaj, ne vem, novica, ki je zakrožila, po moje tudi decembra, je bila to, da so na Kitajskem naredili, DeepSeek verzija 3, torej ogromen model, 685 milijardov parametrov, torej ocenjen, da je po sposobnostih je tam nekje kot Claude 3.5, torej majčkan za GPT-4o, pa recimo Googlovim Flashom, ampak strošek treninga, ki se ocenjuje, da je bil tam potreben, torej model so trenirali na 2,8 milijona GPU ur in ta strošek je ocenjen tam na nekaj več kot 5,5 milijona dolarjev. In za primerjavo, Meta, ki je trenirala Lamo, torej 3.1, 405 milijardami parametrov, torej precej manj parametrov, so uporabili prek 30 milijonov GPU ur, kar je v bistvu 11-krat več za model, ki zelo podobno performa. Ne? Torej, tle sem videl en tak mal snarki koment, ne? Torej, očitno je Kitajska s tem, ki jih je Amerika malo omejila, kakšne nivoje procesorjev lahko oni uvažajo k sebi, ali pa jih je Amerika dovolj izvažati na Kitajsko,
ugotovili očitno ful neke druge optimizacije, ki so jim na voljo, da delajo modele s podobnim performansom za pač res veliko manj denarja, ne. Drugo je pa tudi pač, cena samih promptov, ne, torej tudi nek ne vem, GPT-4o mini je zdaj pač res pocena, ne. In je tudi vidimo, tudi za slovenščino je za določene taske čist primeren, ne. Tle imava iz enega članka imava en primer, da si ljudje mogoče znajo malo predstavljati, koliko to stane, ne. Pa je bil 68,000 fotografij je nekdo uporabil, mislim, ta Simon se ga bo delila v zapiskih ta članek, oziroma mogoče vse te članke, ki so jih tudi najda, pa raziskujte lahko nadalje. 68,000 fotografij je pravzaprav rekel, ok, napišem nek prompt, ki mi za vse fotografije bi izpisal, kaj je na fotki, ne. Se pravi, nek krajši prompt, pa pač, ne vem, nekaj, se pravi, outputa. Mislim, da se pravi, zdaj ne vem točno, koliko tokenov se vsega skupaj pač porabili, mislim, da okrog 300-400 na fotko, nekaj taga. Tako je, mislim, da je bilo 200 je bilo potrebnega inputa, torej za prepoznavo fotke plus prompt, pa 160 ali nekaj do tasga 400 rečeva tokenov, ne. Outputa, ne. No, in zato bi bil z Gemini 1.5 Flash Kaj najcenejši Google model sicer, ne? 8 milijard parametrov ima, to da vemo, da je res. To bi bilo 1,68 dolarja. Torej za 68,000 fotk, kar je to, kar jih naredimo, ne vem, v 5 letih, zdaj, če kar neki fotkaš s telefonom, ne, narediš kratke opise za njih, ki jih potem lažje iščeš, lažje delaš z njimi za 2 evra. Manj kot 2 evra. Mislim, tukaj pomeni, da lahko za 2 evra uredite vse vaše fotke od roko, od začetka, da mislim, opišete kaj gor, pa pač jih urejate naprej, ampak mogoče sam ta del bi bil. No in to je neka zadeva, ki bi eventualno bil use case, da ti laufa na napravi. Ja. Ker, sej imaš zdaj v raznih cloudih tudi fotke, ampak ali pa recimo neki cloud rešitvi, da še zraven to naredi. Se mi zdi, to je zelo dobra zadeva. Sej Google načeloma to dela za fotke, ki ti malo predlaga, Apple tudi to dela, ki ti pa malo združuje, pa tako. Tako da, cool. Torej, ful je dobro, da je to cenejš, ker to tudi pomeni, da lahko si mi prvošmo več nekih aplikacij delati, ki imajo več ponovitev, a ne. Druga stvar, ki se mi zdi, da je tle pomembna, ki je spet mogoče večkrat tehnična, je to, da so te konteksti, ki so na voljo, torej število tokenov, ki so jih modeli sposobni sprocesirati, so ratali res večji, ne, torej v 2023 GPT-4 je imel 4096 tokenov. To se sliši veliko, ampak ko enkrat začneš procesirati, ne vem, takrat 2023 smo se veliko ukvarjali s procesiranjem vprašanj v kontaktnih centrih, pa ko hočeš zraven en konkreten nabor informacij iz knowledge base, da zraven jih hitro porabiš te tokene, ne. Zdaj so modeli na 100,000 plus tokenih, Google celo na 2 milijona tokenih, ne, kar pomeni, da na eni strani lahko daš noter res celo knjigo in se z GPT-jem pogovarjaš o tej knjigi in bo vedel knjigo od začetka do konca, ne samo nekih delov pa povzetkov. Na drugi strani coding rešitve lahko dajo noter veliko več primerov nekih coding rešitev in so te aplikacije posledično boljše. In tudi naše aplikacije, ki zelo veliko temeljijo na nekem promptingu, pa na chainih, pa če hočemo neke čete podpreti, ki je neka zgodovina, ki jo je treba ves čas povzemati, vse to lahko zdaj model drži v kontekstu in smo se rešili fulejnih velikih okov, ki smo prej mogli za njih iskati kreativne rešitve, a ne. Torej je v bistvu, če tako malo povzamem, zdaj poslovno še veliko bliže, pa veliko bolj rentabilno, da se zdaj odločaš pa v svoj biznis, recimo začneš konkretno razmišljati v use casih v podjetju, kaj bi lahko podprl in ni več to. Se mi zdi to tisto, kar bo zdaj omogočal da pride pravi agentic AI, torej o teh AI agentih, ki že nekaj časa govorimo, pa se počasno nekaj dogaja, ne? Da je te veliki konteksti so en ključen del, ki bojo to omogočali, ne? No, ena stvar, ki je bila tudi, da mi zdi tako dost obvious v 2024 je multimodalnost. Ne toliko izkoriščena še, kot po mojem večino še vedno na tekstu bazira,
jo zadeve, mogoče ajde generiranje slik, video, nekaj malega. Zdaj govorimo mi v 8 sekundah video, v 3 sekundah video, veš, tle smo šele, mislim, kar je sicer zelo tehnološka revolucija, da uspeš teh 8 sekund narediti ali pa 3 sekunde narediti, pomagam, da next big thing bo pa, ko boš pač dejansko iz tega ven. Pa reča temu agent era, ki bo konc koncev teh 8 sekund zložil v, ne vem, 40 sekundni explainer video, razumel, kaj je in bo še vmes sestavil in bo... Tukaj pol govorimo o nekem hudem takem stvari, tako da audio je prišel... Tako je, tudi končna aplikacija se mi zdi, torej, če rečemo, da imaš zraven, torej, da zdaj imaš, če rečemo kar ChatGPT, model, s katerim se pogovarjaš v tekstu in zdaj, če to razširaš v to, da imaš model, ki tudi sliši in vidi, to ful spremeni na kakšnih, ki ga lahko uporabaš že čisto v vsakodnevnem življenju, ne? Mislim, ja, a veš, GUI ni več tipkanje, ne? Tako. Da do tega izga priješ. Spet moram reči, da smo v Evropi malo omejeni, ne? Torej OpenAI nam je sicer dal Advanced Chat, ki je v slovenščini veliko boljši, je pa slabši kot angleščina, sploh, ko se hočemo začeti enkrat igrati z naglasi, pa intonacijami, pa to, kar so nekako tiste zanimive funkcionalnosti, ki jih je OpenAI tudi kazal. Je pa res, da Google Gemini 2.0, ki je prišel decembra, po mojem tudi. Zelo veliko se je decembra zgodilo. Pa ti pa omogoča, torej sicer v tem AI studiju, ki je malo vse skupaj v beti, ampak lahko dejansko šeraš z njim ali svoj ekran, torej na desktopu, ali pa šeraš kamero in se pogovarjaš z njim in ne vem, gledal sem en primerček, kako je nekdo napisal blog, pa je skozi blog mal rekel, ti zdi ta povzetek dober tega bloga, kaj si ti pa zdi, je to relevanten del, pa sta pač nekako kolaborirala na tisti vsebini, a ne? Ja, streamline funkcionalnost je to. Tako, ja. Se tudi drugačno ChatGPT-ju, torej, če smo spretni in se delamo, da nismo v Evropi, je pač stvar res luštna, res je drug nivo uporabe, ki ni samo nekaj, kar boš v pisarni uporabljal, ampak čist drugače v nekem day-to-dayu. Zdaj bi, da še bil istočnica za reklamo, ne? Link v spodaj v descriptionu je affiliate klikante. Ne, nima pa tega, lahko bi dodala. Ja, lahko bi. Ne, kar je mogoče meni tle zanimiv, sam za zaključek, je to, da te stvari so tudi na API-ju na voljo, kar pomeni, da zdaj prehajamo do tega, da lahko tudi neke končne rešitve tudi prej se dal pač zložiti skupaj posamezne dele rešitev, ampak zdaj pač kot res kot celovito, da uporabljaš samo ne vem, OpenAI-ov GPT-4o model in hkrati dodaš že kar voice komponento v vse skupaj in to postane tudi aplikacija, ki ima voice, ne? Cool. Zdaj, zdi se mi dobro, ker so ta API dostopnost, ne, to mogoče še ta gap, veš, obstaja, ne, ljudje, to, ampak hotel sem sam reči, da, API in vse zadeve stvari je bilo do nedavnega, če je zgodovina zelo dolga, pa smo zelo nedavnem, pač domena nekih DevOpsov, razvijalcev in podobnih stvari, tako da poleg tega, da se je AI razvijal v smislu LLM-ov, kaj se je dodajal te glavni playerji, se mi zdi, se je ta okoljska infrastruktura, se pravi operativni del aplikacij, kjer pravzaprav lahko neki gor delaš, a ne? Velik poudarek tudi na razvoju, mislim, da lahko veliko ljudi začeli pisati neke vrste kodo, oziroma, ko bomo rekli, lahko so z naravnim jezikom pisali kodo, zdaj pač glede na to, da je LLM kot tak zelo dober v pisanju kode, je pač zadeve zelo hitro začnejo delati. Seveda, če nekdo ekspert 10-15 let izkušnjami v kodiranju bo najdel neke mogoče boljše zadeve, ampak zelo hitro začnejo zadeve delati. In tukaj se mi zdi, veš, že se pravi v Claude 3.5 imaš noter artefakte, kot en tak, čist tak primer, kjer lahko ti pravzaprav neko kodo temi delujočo pravzaprav napiše, pač o tem artefaktu, jo tudi pač vidiš kot aplikacijo. In veš, to je danes, včasih si nekdo lahko aplikacija zamislil in pa mogoče je high fidelity mock-up narisal, ne? To je bilo že tako. Pa je pa mogoče že z Figmo naredil, da je veš bilo tako, da se je poklikal. Dejansko prototipe, ja. Ja, tako da je že izgledal. Ampak danes pa dejansko
imaš možnost, če si malo spreten, če si vzameš čas, pogledaš kakšen video, tega je zdaj res ogromen, kar ljudi razlagajo in pa si investiraš pa čas, ni to kar tako, ne. Lahko narediš ne vem, zelo tak simple app, ki zna mogoče tudi iz kakšnih API-ja nekaj prebrati, nekam si shraniti, nekaj obdelati in tako. In se mi zdi, tukaj bo pol, veliko še nekih dodatnih priložnosti. In to je tudi drug use case, ko ne bomo se več chatom pogovarjali, gremo bolj na ta del. In ta del se je tudi zelo razvil. To je recimo nekaj, na kar jaz nisem bil sploh pozoren. Torej, sam takrat, ko so artefakti bili predstavljeni, nisem videl, zgenerirati HTML, CSS, JavaScript, vse to vidiš v živo, neko fino, ampak nisem zares pograbil tega, ne. Jasno, 2023 large language modeli so pisali kodo, zdaj pač pišejo aplikacije, ne. Torej 2024 se je to zgodilo, da so začeli pisati aplikacije in tle tudi, tako kot si naštel kar nekaj aplikacij, ne. Torej GitHub ima svoj Spark, Mistral, Replit, Cursor, torej en kup je nekih aplikacij in to mislim, je rešitev, ki ti naredijo cele aplikacije, ne. Kar se mi zdi, da ta koncept, ki ga govorimo zadnjih 5 let, low-code, no-code rešitev postavlja na nek čist drug nivo, ne. Ker zdaj pač dejansko dobiš delujočo aplikacijo ven. Je pa tako, kot si rekel, moraš nekaj vložiti v to, ampak tako, kot sem prej govorila o čisto uporabi GPT-jev, pač tudi tle je treba nekaj znanja imeti. Ne? Mislim, pač Gaussova krivulja je pa vsem tem. Ne bodo vsi vedno znali kar, ne vem, vsega, ne, ampak eni se bolj za neko stvar specializira, drugi v neki drugega sveta. In spet, zdaj, lahko vsak napiše aplikacijo, zvezdica, če veš, kaj je JSON, če veš, kaj je REST API, to zelo pomaga in boš veliko hitrejši in veliko boljše rešitve lahko naredil. Cool. Pa en zanimiv fakt mi je bil to, da je v bistvu 2024 bilo leto, ki je za zelo kratek čas smo imeli vsi dostop do najboljših modelov. Torej, GPT-4o je bil zelo dolgo samo v plačljivem paketu, kar pomeni, da so v bistvu tudi uporabniki, ki nimajo plačljivega paketa ChatGPT-ja, niso imeli te izkušnje, kaj prinaša GPT-4 pa potem 4o, pa vsi te novejši modeli, ker so zelo dolgo bili na 3,5. Torej GPT-4o je postal zastonj, Claude 3.5 Sonnet je postal zastonj, Google je Gemini dal zastonj, da ni bilo več v premium, ni bilo treba nič plačati. Ne? In eno zelo kratko okno smo imeli, ko smo vsi imeli pač mogoče omejen, ampak brezplačen dostop do najboljših GPT modelov na svetu. Ne? Potem se je pa zgodil december. Mogoče mečkam prej, ne? Ko je OpenAI prišel ven z O1, ki je bil spet nek nov model, ki je bil na voljo samo v premium naročnini. In zdaj celo O1 Pro, pa O3, pa vse to, torej, kjer je OpenAI ne sam dal to v premium naročnino, dal je še en tir višji, ki je 10-krat dražji od trenutne naročnine, ne, torej $200 na mesec za dostop do O1 Pro, kar pomeni, da pač se vračamo nazaj v tih čas, ko uporabniki ali pa vsi, ki ni nujno, da imamo plačljive dostope do teh rešitev, nimamo več možnosti najboljših modelov uporabljati. Ne. Malo sem sam hotel reči, da veš, koliko je bil 4o, ne, ChatGPT 4o, postal multimodalen vse te stvari in v decembru spet teh 12 dnevov releasev od OpenAI, ki na koncev niso toliko veliko prinesli, kot dobro, se je O3 so predstavili v smislu, kaj je, ampak daleč od tega, razen raznih takih stvari, da je še vse dosti dražji. Če tako gledaš, razloga, da v ta nek model se mi pa zdi, da so tako potiho nekje zadej limite uporabe vsem znižali, ker recimo sploh, če malo več uporabljaš O1, na način, da probaš res neko iteracijo narediti in pa tako, mislim, da za en tak dokument neke konkretne analize kar dosežeš limit tezga dneva. No? Ja. Ker, se tako, kot sem prej rekla, pač v prvo ne bo zadev tega, prvič boš ti mogel malo svoj prompt spremeniti, boš malo videl, kjer je stvari, ne boš mogoče naredil še enkrat, plus tega, da ne more delati na vseh tipih dokumentov. In tako da mislim, da next thing, če z tega ven sam malo tako pogledava, bo to, da všlah malo več
da bo bolj multimodalen postal, O1, pa reča, da bo to na voljo v tem našem paketu, se pa bojim, da O3 bo pa precej časa na voljo v tem za $200. Mislim, da mini bo. Ali pa bo mini na voljo, tako kot bo pa mini, pa O1, bosta pa po mojem nekje po performancu tam, pa valjda odvisen od teska, ki ga boš imel, vse vemo. Koliko ljudi ima res matematične izzive, take, ki jih pač ne moreš drugače rešiti, ne? Tam je O1 res dober, ne? Za neke ostale stvari pa mogoče ni to najboljši use case, da uporabljaš najdražji model. Kar nekaj sem torej ugotavljal, a bi lahko O1 Pro, ne vem, upravičali sploh, torej, da imamo nek use case, ampak zdaj veliko primerov, kjer so jih res upravičali, sem najdel na istih caseih, kot jih je OpenAI predstavil, ko so predstavili model, torej zelo velik je tam, kjer se doktori znanosti ukvarjajo z nekimi raziskavami. Tam je kar neki teh hintov, da to postaja, da O1 Pro lahko postane sodelavc, ki ni najbolj pameten, torej ne boš mu noter nekaj dal, pa bo nujno ti prav odgovoril, ampak imaš pa nekoga, s katerim skupaj rešuješ problema. Tako da O1 Pro, pa verjetno tudi O3, pa O3 Pro bojo imeli verjetno neke specifične use case še nekaj časa. Ne? Mislim, sej Gemini dal tudi 2.0 thinking model, tako da tudi zanimiva zadeva, zdi se mi, da mogoče ni na istem nivoju, no? Čeprav po pač, ne vem, leaderboardu so boljši, se mi zdi, da je Google s svojimi modeli nekdo, ki bo pač nekaj naredil v 2025. Zato, ker mogoče imajo drugačen pristop, pa niso ujeli to hvala OpenAI, ampak če zdaj gledam, kaj v bistvu so rezultati, ki jih lahko dobiš, ne? Se mi zdijo, da bodo lahko na dolgi rok celo boljši, oziroma za neke use case so boljši. Tako da tle se me pa odpira ena zadeva, ki bi pa rekel, da že malo med agente spada, čistko, če so agenti ful bili neka hype beseda, pa se ni realizirala. Je ena stvar, ki se mi zdi pri agentih, eno to, da je definiciji malo morje, kaj je agenti. Mislim, da je v tem članku, ki ga je tudi dala noter, da je on nabral 21 različnih definicij na Twitterju, kaj si ljudje pač X-o, kaj si ljudje mislijo, kaj ljudje vidijo kot to. In večina je še mogoče vedno nekih avtomatizacij, čeprav nekaj res dodana verjetno je v vertikalizaciji določene industrije ali pa določenega področja, tam je bo pač res neka zadeva uporabna. Kar pa se mi zdi, da se bo vmes tukaj pri agentih bo res naredil en tak breakthrough, je poleg nekih platform, kjer boš to delal, je to, da boš v bistvu glede na, ali bo to zdaj del reasoninga ali pa česarkoli, da boš vmes glede na tvoj cilj, ki ga boš lahko uporabljal različne modele avtomatsko tekom samega pač poteka recimo tudi razmišljanja. A veš, kad danes uporabiš O1, pa pač gre skozi te svoje stvari, da se predstavlja, da bi O1 uporabil, zato pa, ne vem, bom Mistral uporabil, ker je to, zdaj pa to sem dobil, imam pa, a veš, ne vem, zdaj pa Sonet, tukaj bom pa pač uporabil in to. In ne, da moraš ti kot user boš to delal, in ta del je pol multi-agent nek pristop, ki mislim, da bo trend agentika se nadaljeval v 2025 v to smer, ampak kakor se s tem ukvarjam, bi rekel, da še 2025 ni leto tega, kam čisto vse do tam dosegli, bomo pa že veliko stvari več vedeli, kot smo jih vedeli v 2024, tako da ne vem, jaz bi rekel, da 2024 saj moj pogled na agente, da gre bolj za neko avtomatizacijo nekih procesov in potem si nekam vmes rekel, zdaj pa naredi summary, naredi uno, tretje. Govorimo o teh mogoče caseih, ne takih poslovnih aplikacijah, kot je recimo, ne vem, mi, ki delamo za support agente, kjer pa dejansko že res agent, ki zna zadeve pripraviti odgovore in to se mi zdi, te use cases so, ampak te splošno uporabni smo pa veliko nekih idej, ampak mislim, da si ta prava stvar si izpostavil, torej
ni čisto jasno, kaj je agent, pa kaj ni agent, in zdaj na tem spektru. Torej, tako kot mi dva reče, ali pa sva že parkrat rekla, torej agent neka stvar, ki v večjih korakih, kjer ni pač en klic v GPT, ampak so to neki večkoračni sistemi, ki so avtomatizirani, ki se vmes mogoče sami odločajo, kako prehajati med temi koraki. To je ena definicija, ki mogoče precej ožja od tega, kjer bi rekel, agent je samostojni zaposleni v podjetju, ki upravlja delo enakovredno kot jo je prej živa oseba. In pač ta gap tle je toliko velik, da je težko reči, kdaj bomo to dosegali. Tako da tukaj mislim, da še vedno verjetno bo, definitivno bo v 2025 tega več, a bomo pa zdaj res do tega prišli, da bo vsako podjetje imelo enega AI zaposlenega, enega agenta, pa verjetno še ne. No, definitivno pa letos na pitchih in na povpraševanjih bo agenti bojo izpostavljeni kot hype word. To pa definitivno. Nam bojo definitivno pomagali skrajšati te procese, ki jih imamo, ali pa jih dvigati na neko stopničko višji. Tako da mogoče je ravno to. Treba zdefinirati, kaj je definicija agenta in potem mogoče reči, to je stopna 1, stopna 2, stopna 3. Tako kot sem prej rekla, kakšna so pričakovanja od LLM-a. Tudi tukaj, Eni si predstavljajo robotka, drugi pa že to, da bo mail in v inboxu jim stvari naredil, posumiziral in rekel, da te 3 maile odgovor najprej, pa tole predlog odgovora je good enough. To je nekaj, kar bo nam pomagalo, tudi ugotoviti, kje smo. Res mislim, da mora počasi zaključiti. Zdaj jaz bi zaključil vsem, ta O1 sva že malo načela, zdaj OpenAI napoveduje, da še januarja pride O3, ki naj bi po napovedovanjih, po rumorjih kazal že prve tiste znake, kot je ali pa prvi korak proti GPT-5, torej neki novi stopni GPT-ja. Bomo videli, bo to res, ker vemo, kako... Oni napovedujejo stvari, to misliš? Pa tudi vsi, zelo veliko teh ljudi, ki opazuje, kaj se dogaja, proba veliko napovedati. Ampak jaz sem mogoče hotel to, da en z vas zanimiva primera imam uporabe O1, ki je pač vsem to, da ima model možnost, ali pa možnost, to, da ima sposobnost tega sklepanja, to prinaša neke nove nivoje uporabe. Zdaj eno je, da je Harvard recimo je naredil neko študijo, oziroma Harvard, Stanford, pa še neke druge univerze, kjer so delale z modelom O1 preview, kjer so pokazali neke zelo, rečemo, nadčloveške zmogljivosti v diferencialni diagnozi, diagnostičnem kliničnem razmišljanju in razmišljanju o delu na področju medicine. Kar zdaj ta članek še ni bil pregledan strani peerov, torej ni to še karkoli potrjeno. Tudi članek ne skuša trditi, da bo zdaj AI nadomestil zdravnike, ampak kaže pa zelo na to, da bo postalo v prihodnosti čuden ali pa celo pač napaka, če ne bomo AI-ja uporabljali za drugo mnenje. To se mi zdi, da bomo videli zdaj, koliko časa se bo pa tudi zdravstvo temu, če rečemo v narekovajih, upiralo, zaradi tega, ker pa morajo pač držati nek nivo kvalitete, ampak če to zdravnik uporabi za svoje drugo mnenje, bi lahko bilo koristno. Tako kot raziskovalci to uporabljajo kot nekega sodelavca. Mislim, tle je sam framing pomemben, se mi zdi, da kam to umestiš in kakšni so v bistvu guardiani, ki so pazniki, da AI deluje ampak zakaj ne bi z vsemi tvojimi podatki ti zraven še rekel, zdaj pa, ne vem, skonekteš še tvoje neke 3 device, nek folder, ki ga imaš, kamor nalagaš svoje medicinske stvari in, mislim, če to pomeni, da lahko prej odkrijemo raka in zato zmanjšamo število umrlih, zato ne samo zato, ker najdemo pač zdravilo, mislim, da pač je malo skeptikov, ker bi rekel, da tega ne bi uporabljali. Je pa to tudi, visoko izobražena stroka, zelo posebno, mislim. Še vedno temeljijo na teh svojih načelih. Ker bo veliko skeptikov, Tako, zato ker, kot si rekel, ni namen, da jih nadomešča,
nikoli ne bi bil to primarni namen, ampak da pa je lahko, ne vem, nekdo bolj učinkovit, hitreje pride do diagnostike. Jaz mislim, da New Age zdravniki si bodo to želeli. Ja. Še vedno pa rabiš, kot sem da prej rekel, kaj je to JSON, kaj je to API, ko je to, da rabiš ti to osnovno. Še ne moreš biti zdravnik, ja. Nič ne pomeni. Tako je. Rezultat. Glih ta stvar je bila težka takrat, ko sem rekel, da sem mal O1 Pro, pa sem prebral par X-threadov ali pa nekih Medium postov ali pa nekih newsletterov na temo, kjer je nekdo razlagal, kaj počne, ampak sem se zgubil v pač tem, kaj on razlagal o raziskavi, kako zdraviti raka z nekimi načini, ki sem za njih prvič slišal, nisem mi sanjal, kaj so, pač premalo predznanja, da bi lahko s tistim res delal. Zdaj, evo, mogoče še ta zadnji primerček uporabe O1 je tudi zanimiv. Torej, pred kratkim se je začela malo panika na družabnih omrežjih, ker je prišel ven znanstveni članek, da je črn plastičen pribor kuhinjski, torej te plastične kuhalnice, skrajperji in te stvari, ki so izdelani iz reciklirane plastike, da so full strupeni. En kup ljudi je vrgel stran vso svojo pol svojih pripomočkov za kuhinjo. Ne? In skratka, to je bil čisto znanstveni članek, peer-reviewed, vse skupaj, ne? Ampak pa je bil pa Joe Schwartz z univerze McGill, se mu je to zdelo, da nekaj ni v redu in je šel pogledati ta članek in je ugotovil, da so pač neko dozo pač te snovi strupene, ki se izloča ven iz teh produktov, da so jo pomnožili za faktor 10 in to napako so spregledali, torej in avtorji in vsi te, ki so pregledali ta članek. In v bistvu ni toliko velika panika, kot so jo predstavili. Ne? Ok, to sem zdaj bral pri Joe Schwarza, Ethan Mollik. Ja, Ethan je napisal ta članek. Torej, Ethan je si pa rekel, a bi lahko to GPT model tudi prepoznal, ne? In je PDF članka dal v O1 in vse, kar mu je rekel, je bil v bistvu preprost prompt, preveri matematiko tega članka. In O1 je pač izpostavil dejansko to napako, ki je bila noter. Ne? Kar je bilo bolj zanimivo, da je to iz tega ratala pač mal viralna stvar, ne? Torej drugi ljudje so to pograbili in se je začel to, kako se imenuje, ne bom našel, mislim, da je, nima veze, ampak nek projekt, kjer so rekli, kaj pa če bi vse znanstvene članke probali sistemsko preverjati z large language modeli in iskati te napake. In se tudi najdel, torej se je začela postavljati neka organizacija ljudi, nek GitHub projekt, nek Discord kanal, kjer je zdaj že, ne vem, v parih tednih se nabrali 150 ljudi, ki bi radi tle zraven sodelovali in pripomogli k temu. Ne. In zaenkrat so čisto na tem nivoju, da pač malo se igrajo, testirajo, kaj je možno, testirajo, koliko neke stvari funkcionirajo, ampak mi pa zanimivo, kako se je pač neka iniciativa začela, ki jih je bilo v preteklosti že veliko, ker se jasno pač napake v nekih faktih se pač ves čas dogajajo, ampak še neka iniciativa, ki bo uporabljala čisto svežo tehnologijo za nekaj dobrega ali pa ki bo probala to narediti. Ne? Ja, to se mi zdi super use case. Tako fajn za zaključek, da dejansko koristna zadeva pač trenutno v nekem omejenem obsegu, a ne, za take stvari. Tako. Fajn. Mislim, zdaj jaz bi pozval res najne poslušalce pa gledalce, da v bistvu naj malo zanima, a bi vas kakšni, ne vem, prompti zanimali, da mogoče mi da sestava kakšne seznam promptov, ki bi jih lahko uporabili, pa jih pol podeliva, pa če imate, ne vem, kakšne želje, kaj bi želeli od tega dobiti, ali pa kaj bi v letu, ne vem, 2025 pravzaprav z AI-om želeli narediti, lahko je tega pokomentirate, dodate v koment, lahko nam tudi to napišete na frodex.com/vprašaj, zaenkrat je še vprašaj, lahko tudi kaj vprašate, pa bova probala še kaj razdelati na to temo, mogoče kaj bolj podrobno, tudi kaj, kar na čem delava zdaj. Voda. Super. Da, če vam je bil ta podcast všeč, bova ful vesela kakšnega lajka, kakšnega komentarja drugačnega, da delite to s svojimi prijatelji, s svojimi kolegi. Hvala za poslušanje, hvala Gorazd in čau. Čau.